Univerzi v Mariboru se z različnimi raziskovalci ukvarjamo z zasnovo novih rešitev, ki so in bodo pomembne v biomedicinskih aplikacijah, naprimer za ortopedske aplikacije, za dentalne aplikacije. Razvijamo 3D tiskane zlitine, ki so namenjene personalizirani rabi, se pravi za točno določenega pacienta se zasnuje točno takšen kovinski implant z dodajalno tehnologijo. No, smo v laboratoriju za dodajalno izdelavo, kjer se ukvarjamo s 3D tiskom raznih izdelkov. Okrog nas so naprave, ki delujejo vse po precej podobnem načelu, se pravi z nekim izvorom energije, ki je lahko laser ali pa elektronski snop. Talimo material, ki v praškasti obliki nanešen na delovni pladenj in potem sloj za slojem nastaja izdelek. Ta izdelek je lahko kakršenkoli tehnični izdelek, ki je dovolj zapletene oblike, da ga ima smisel delati s temi tehnologijami, in med takšne seveda spadajo recimo medicinski vsadki, narejeni za točno določenega pacienta, za katere pri nas poskušamo razviti in material, ki bi povzročil čim manj zapletov, in s kolegi pa potem razviti prevleke, s katerimi bi v telo poleg vsadka vnesli tudi neka farmacevtska sredstva za lajšanje bolečin ali pa preprečitve okužb in podobno. Gre torej za nanašanje učinkovin, zdravilnih učinkovin na različne kovinske podloge in to z najmodernejšo tehniko, z nadkritičnimi fluidi. In seveda dobljeni materiali, ki jih izdelamo, pa brez karakterizacije, ki jih izvaja profesor Finžgar, ne bi nam pomenili nič. V laboratoriju, v katerem se nahajamo zdaj, lahko preverimo, ali so zdravilne učinkovine uspešno ujete znotraj bioaktivne prevleke. Pri uspešnih pa lahko preverimo kasneje homogenost porazdelitve in kje na določenem mestu v prostoru se nahajajo. No, nadalje v našem laboratoriju lahko določujemo koncentracijske profile sproščanja, torej ali bo zdravilna učinkovina ob točno določenem času, ki je za to pomemben, se sprostila ali ne. Na Inštitutu za biomedicinske vede testiramo različne vidike celičnega odziva na različne materiale in zdaj v primeru teh prevlek nas predvsem zanima, kako dobro se recimo celice odzivajo na sam material in kako bi to prispevalo na koncu k boljši vgradnji teh vsadkov, oziroma se pravi boljši sprejemljivosti tudi za samo telo. Ključen namen vseh teh testov, ki jih opravljamo, je pa seveda ta, da bo nek material prispeval k dolgoživosti samega vsadka, se pravi, če poenostavimo, da ga telo ne zavrne, kar je ena izmed tipičnih težav, ki se pojavlja pri teh vsadkih, hkrati pa seveda, da služi na dolgi rok svojemu namenu. In to je, da človek recimo, če menja nek sklep, lahko tega uporablja še vrsto let.